Lepo pozdravljeni in dobrodošli ob spremljanju Kronike tedna. V sredo je bila izredna seja Kranjskogorskega občinskega sveta zgolj eno točko na dnevnem redu, uveljavljanjem predkupne pravice za prostore, kjer je delovala Gorenjska banka. Za nami je druga izredna seja v 8. mandatu občinskega sveta občine Kranjska Gora in sicer je potekala 14. januarja 2026 v prostorih občine Kranjska Gora. Sklicana je pa bila z eno samo točko in sicer nakup poslovnih prostorov Gorenjske banke DD Kranj na naslovu Boroška cesta 95 4280 Kranjska Gora z namenom uveljavljanja predkupne pravice. Na drugi izredni seji je bil seveda ta predlog uveljavljanja predkupne pravice sprejet. Vsi svetniki občinskega sveta so soglasno podprli predlog, tako da občina Kranjska Gora uveljavlja predkupno pravico pri nakupu nepremičnine Gorenjske banke DD Kranj na naslovu Boroška cesta 95 Kranjska Gora. Tukaj bi rada poudarila, da nam je Gorenjska banka poslala poziv, da se izjasnimo, ali bomo za nakup te nepremičnine uveljavljali predkupno pravico. O tem sem seznanila s sklicom občinskega sveta občinski svet in kot smo v gradivu predstavili, se nam to zdi zelo pomembno, ker gre tukaj za strateško lokacijo v središču Kranjske Gore. V gradivu smo navedli, da si v tem objektu želimo urediti poslovne prostore, morda za namene trgovine, za prodajo izdelkov kolektivne blagovne znamke in seveda v sklopu zelenega sistema, kjer imamo namen urediti tudi tržnico. Ob tej priložnosti poudarjam, da v teh prostorih ne bodo zgrajeni samo javni WC-ji, menim pa, da bi bilo potrebno v manjšem delu objekta zagotoviti javne WC-je, kajti občani, ki živijo v središču Kranjske Gore, opozarjajo, da imajo težave z obiskovalci, ki v središču Kranjske Gore nimajo dostopa do javnih WC-jev in z uriniranjem onesnažujejo tudi fasade. Glede uveljavljanja predkupne pravice pa bi morda predstavila še nekaj zgodovine. In sicer predsednik uprave Gorenjske banke se je v jesenskem času, ko mi je prišel predstaviti, da bodo Gorenjsko banko postopoma zaprli, predstavil, da bo občina Kranjska Gora tista, kateri bodo prvi ponudili to nepremičnino v nakup. Moram povedati, da ta nepremičnina v občini Kranjska Gora nikoli ni bila ponujena v nakup in zato tukaj uveljavljamo dejansko to predkupno pravico, ki smo jo določili skupaj v skladu z odlokom, ki je bil sprejet leta 2024. Poudariti moram še, da ima občina sredstva za nakup nepremičnine v proračunu za leto 2026 zagotovljena in ne bomo posegali v nobena druga sredstva. Predvsem ne v postavke za kmetijstvo, stanovanje, za delovanje društva in podobno. Občina Kranjska Gora v tem mandatu za kmetijstvo kot tudi za delovanje športnih društev zagotavlja bistveno več sredstev. Če konkretno povem, za kmetijstvo v letošnjem proračunu namenjamo 223 tisoč evrov, v letu 2023 pa je bilo za kmetijstvo namenjenih le 55 tisoč evrov. Tudi stanovanjsko politiko občina izvaja v skladu s sprejetim proračunom in sicer imamo v proračunu zagotovljena sredstva za izgradnjo trostanovanjskega objekta v Mojstrani, ki se ta trenutek že gradi. V proračunu imamo zagotovljena sredstva za izvedbo oziroma izdelavo projekta za izgradnjo 2 večstanovanjskih objektov na območju Čičar in tudi občinski prostorski načrt ima v tem delu Čičar dejansko spremembo namembnosti te zazidljive parcele v stavbno zemljišče za izgradnjo blokov. Tako da navedbe, ki se pojavljajo, da bomo s tem ogrozili oziroma da ne vlagamo v stanovanjsko politiko, ne držijo. Občina sledi strategiji izvajanja stanovanjske politike. Kranjska Gora ima znova kino. Odprli so ga v petek v Ljudskem domu. V letošnjem letu že načrtujejo tudi reden mesečni program. Program bo v bistvu vsak vikend neke 2 do 3 filme. Predvajali bomo art house filme, sodelovanje tudi s Kino Art mreža, nekaj komercialnih vsebin, predvsem za družine pa otroke. Nudili bomo tudi abonmaje, se pravi družinske abonmaje, Kino Art abonmaje pa otroške za šole. Tako kot se spodobi za kino, kot vsak kina. Tukaj je bil kino na zadnje leta 1989,
tako da smo zelo veseli, no, da se to oživi nazaj, ker kinov danes manjka. Računate tudi na sodelovanje s šolo? Ja, predvsem bi radi sodelovali s šolami prek abonmajev, izobraževali otroke prek filma, širili obzorja, tako da to nam je en tak velik cilj, no, tudi preko dokumentarnih filmov, otroških filmov in tako naprej. Kino pa ni zgolj tehnična infrastruktura, temveč prostor, kjer film postane dogodek, ki zahteva čas, pozornost in prisotnost. Moram reči, da smo zelo veseli, da je dvorana polna danes na prvi dan, ko otvarjamo spet stalni kino v Kranjski Gori. Kino je bil že pred več kot ali pa skoraj 40 leti, bom rekla, nek center kulturnega pa družabnega življenja v Kranjski Gori in vesela sem, da pač letos zaganjamo ta projekt. Občina je kupila, bom rekla, profesionalen projektor za predvajanje filmov, tudi novo foto oziroma kinoplatno. Letos pa zagotavljamo Turizmu Kranjska Gora tudi sredstva za delovanje kina. Seveda bo programski vodja za Turizem Kranjska Gora naš domačin, režiser in scenarist Miha Mohorič, ki bo pripravljal mesečni program. Načrtujemo, da bomo predvajali 2 do 3 filme tedensko, seveda odvisno od zasedenosti dvorane. Bodo pa filmi vseh zvrsti, bom rekla svetovni art filmi, potem filmi za otroke in mladino, dokumentarni filmi in seveda tudi zbor nekih komercialnih filmov po izboru seveda programskega vodje. Vzpostavitev kina sledi širšemu kontekstu razvoja kulturnega turizma. Absolutno. Kino, tako kot sem že rekla, je bil že pred več desetletji prostor kulturnega in družabnega življenja in jaz mislim, da bo kino spet to postal. Se mi zdi, da je vseeno ogled filma v kinu eno drugačno doživetje, kot pa če film gledamo doma. Že v petek je bila na ogled prva kino predstava, film Belo se pere na 90. V Planici so predstavili projekt Šolar na smuči, katerega namen je pri otrocih vzbuditi ljubezen do športa, a tudi varno športno udejstvovanje na snegu. Otroke je spodbujala tudi nekdanja vrhunska tekačica Petra Majdič. Jaz mislim, da Petra nikoli ne bo ratala čisto odrasla. Tega si niti ne želim. Rada bi ostala čim dlje časa otrok. Pa še ena stvar je, sem imam skoraj toliko stare otroke zdaj kot so teli in vidim, kako jih najlažje navduša za en šport. Skozi igro, skozi zabavo, skozi smeh. Nočemo, da jih zebe, nočemo, da se ekstremno trudijo, hočemo, da samo ugotovijo, kako je to lahko fajn. Tek na smučeh v osnovi je zabaven. Tek na smučeh je v osnovi popotovanje z točke A do točke B. Tek na smučeh je pač delo na sebi, pa predvsem velikrat sam s sabo imaš kar dosti opravka, da nekako se obdržiš na teh tankih smučkah brez robnikov pravih. Tako da, ja, tek na smučeh je zabaven. Želja je, da bi se z osnovami športov na snegu vsako leto seznanila celotna generacija otrok. Ja, naša želja je bila že takrat, ko smo začeli s tem projektom, da bi uspeli celo generacijo opismenjevati. To je nekje 20 000, zaenkrat smo na številki 10 000, že ta številka je precej večja kot tista, s katero smo začeli. Tukaj zahvala Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki je prepoznalo ta projekt kot en ključnih za to, da se lahko otroci še spoznajo z smučarskimi športi. Tako da želimo se enkrat priti do 20 000, ampak najprej moramo zapolniti teh 10 000 in res pozivamo šole, starše, otroke, da poskušajo spodbuditi svoje okolje, da se prijavijo. Organizirano je praktično vse, razen pač ta prevoz mora organizirati šola, vse ostalo poskrbimo organizatorji. Na 21 lokacijah, letos tudi prvič skoki, torej imamo in alpsko teke in skoke, tako da je poskrbljeno v bistvu za vse elementarne oblike gibanja na snegu. Da bi čim več otrok šlo na sneg, si želijo tudi v Zavodu za šport Planica. Ja, šport na snegu, že to nam pove, nam kaže, da smo omejeni na določen del leta. K sreči je letos ne samo tukaj v Planici ali pa na redkih prizoriščih zima, ampak je zima trenutno marsikje po Sloveniji. Zato me veseli, da je Zavod za šport Republike Slovenije Planica letos ubral model, da je izbral najboljšega ali pa najbolj verodostojnega ponudnika za izvesti akcijo Šolar na smuči, to je Smučarska zveza Slovenije.
Veseli me predvsem nov ali pa bi rekel razširjen koncept, da se približa v zimskem času smučanje in pa dejavnosti na snegu tudi čim bližje otrokom, to se pravi tudi v mesta. In to je bilo pač ena od stvari, ki smo jih prepoznali, da bomo tako še več otrok lahko dosegli. Glavna pobudnika projekta sta torej Smučarska zveza Slovenije in Zavod za šport Planica. V projekt je vključena tudi slovenska policija. Želja policistov je varno udejstvovanje otrok na snegu. Naši policisti na vseh prizoriščih dodatno poskrbijo za varnost. Ravno ta starostna skupina med 7., 9. in pa tam do 10. leta je tudi najpogosteje udeležena v nesrečah. Posebno pozornost namenjamo temu, ne samo v sklopu te akcije, tudi sicer na smučiščih. V sklopu akcije pa že od vsega začetka ta segment varnosti poudarjamo. Pa otroci so v dobrih rokah, otroke prevzamejo učitelji smučanja, tako da tu ni nevarnosti za udeležence akcije. Je pa potencialna nevarnost strani drugih objestnih smučarjev, ki jih občasno obravnavamo, tako da je naš fokus usmerjen tudi v njih. Veselja na snegu v družbi Petre Majdič ta teden v Planici ni manjkalo. Naučili so se tudi veliko novega, pravijo otroci. Da si podajamo žogco iz smučkah laufamo. Super je. Mene prav zabavno. Prav zabavno je. Kaj pa je zabavno? Samo hodiš. Pa lahko je. Si ful hiter, če znaš hodiš, a si pa hitrejši. Naučili smo se še metati žogco. Pomembnost projekta je prepoznalo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Projektu se je letos pridružilo 21 lokacij, 12 za alpsko smučanje, 7 za smučarski tek in 2 za smučarske skoke. Alpski smučarski klub Kranjska Gora je pretekli konec tedna v Kranjski Gori organiziral tekmo v slalomu za otroke. Pomerili so se na Brsnini in tudi člani domačega kluba so dosegli odlične rezultate ter stopili na zmagovalne stopničke. Danes poteka tekmovanje pokala zavarovalnice Triglav zahodne regije. Tekmujejo tekmovalci pa tekmovalke v kategoriji U10 in U12 v slalomu. Tekma poteka v 2 tekih. Člani Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora so torej posegli tudi po najvišjih mestih. Jaka Židan je bil 3., Klara Bučinel 1., Ian Q 1., Oskar Mencinger pa 2. Najbolj pomembno pa je, da mladi nasploh radi smučajo, kar so potrdili tudi nam. Lepo, pa dobro tudi. Dobro, že enkrat sem padla. Dobro. Zelo dobro. Odlično. Dobro. Dobro. Dobro je bila. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, še pogled na koledar prireditev. Potopisno predavanje Vietnam bo v torek 20. januarja ob 17. v sejni sobi krajevne skupnosti Dovje Mojstrana. V torek 20. januarja ob 18. bo v Kolprnu na Jesenicah odprtje regijske tematske fotografske delavnice 2025. Razstava bo na ogled do 20. februarja. V petek 23. januarja ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju muzejski večer z Borutom Peršoljo. Naslovili so ga Triglav ni praznik, temveč kraljestvo. Toliko smo pripravili za tokratno kroniko tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje.